Zdaj pa na tej drugi točki bi pa rad podaril, da tokom celega postopka smo mi, jaz kot stranka v postopku tudi, seveda dajal pritožbe pa pripombe na to mejno vrednost, ki je bila nekako strani Arsa upravičevana s tem, da je Lafarge Cement dal nek dokument, strokovna ocena emisij organskih snovi v zrak iz surovine. Tako da, ker so oni na nek način z neko oceno, da je v surovini, ki jo Lafarge uporablja, TOC, je Arso to, bom rekel, vzel kot izgovor, da je lahko dvignil mejno vrednost za 20-krat. In sicer tlele piše, to je ta dokument, lahko vam tudi povedamo, izmerjene koncentracije so bile posledica vsebnosti organskih snovi v surovini, glede na nihanje vsebnosti organskih snovi v surovini in s tem posledično emisijske koncentracije TOC predlagamo ministrstvu, da za TOC določi mejno emisijsko koncentracijo 200 mg na kubični meter, kar je obenem tudi edina utemeljitev zahteve. To pomeni, na osnovi tega je Arso dovolil mejno vrednost za 20 sežigalnic, oziroma za 20 cementarn, ki so sežigajo odpadke. Na to sem se kot stranka v postopku ves čas pritoževal, in med drugim je bilo zapisano, ukolikor je namreč surovina neustrezna, potem je v geografsko problematičnem, slabo prevetrenem in okoljsko že močno prizadetem zasaju potrebno takšno surovino zamenjati. Ali pa izvesti ukrepe, da bo pri obstoječi surovini emisija nižja od mejne vrednosti. Stranski udeleženci tako opozarja, da je bila do nedavnega tudi surovina kriva za visoke emisije SO2, kasneje so zgradili očepljevalno napravo. Za visoke emisije prahu je bila do nedavnega kriva odprta hala za klinker, zaradi česa so halo zaprli. Problem surovine pa je problem upravljavca in lastnika, ne pa okolja in ljudi, ki v Zasavju živimo. No in v vseh teh sestankih, ki smo jih doživljali, je zelo velikokrat slišati, da Lafarge uporablja BAT tehnologijo in da po BAT-u, po vseh zahtevah BAT-a, je tudi izdano okoljevarstveno dovoljenje za Lafarge. In ko smo šli te zadeve preverjati, smo ugotovili, da temu ni tako, ker odločitev ni v skladu z referenčnim dokumentom o najboljših možnih tehnologijah za cementno industrijo BREF maj 2010. BAT pomeni za primer TOC-a obdržati emisije TOC v odprtih plinih iz cementnih peči nizke na način, da se izogiba uporabi surovine z visoko vsebnostjo hlapnih organskih spojin. To pomeni, če pač taka surovina je, se jo ne uporablja. V tem kontekstu je potrebno v primeru sosežiga odpadkov upoštevati direktivo o sežiganju odpadkov vid skozi EK 2000, BREF maj 2010, stran 180. Tako da iz tega ven zaključujemo, da v bistvu njihove trditve, da gre za odločitve po BAT-u in po BREF-u seveda ne držijo, ker BAT in BREF narekujeta drugačno obnašanje. In okoljevarstveno dovoljenje ni v skladu s temi dokumenti oziroma s temi zahtevami. Zato še enkrat poudarjamo, da problem surovine je problem upravljavca in lastnika in ne ljudi in okolja, ki tukaj živimo. Tako da to je to in če hočete preveriti te dokumentacijo, jo brez problema preverite, pa boste tudi prebrali, tam celo piše, da to, kar recimo mi dobivamo od naše inšpekcije, da za smrad ni mejnih vrednosti, tudi to ne drži. Sicer tam nič ne piše, da so mejne vrednosti, ampak jasno pa piše, smrad ni dovoljen. Če smrdi, to ni po BAT-u, niti po BREF-u, ni dovoljeno. To ne more biti. Tako da tudi to, kar mi doživljamo, ko stotine ljudi kliče center za obveščanje, ker smrdi, potem pa dobiš odgovor, da pač teh mejnih vrednosti pa ni, zato pa tudi se ne bo ukrepalo. Nobena tovarna ne more tako delovati, da v bistvu s smradom, bom rekel, onesnažuje okolico, predvsem je pa tukaj se postavlja vprašanje, kaj ta smrad je. To nas pa verjetno vse skupaj zelo skrbi.
ker če ti veš, da smrdi in da vohaš v tistem trenutku, ko nekaj vohaš, da vohaš zrak, ki prihaja iz tovarne, ki se žiga 100 ton nevarnih odpadkov dnevno, jaz mislim, da je zelo upravičena skrb, kaj v tistem trenutku vohaš, ne. A je to sam smrad, ki ni škodljiv zdravju, ali je še kaj drugega? Jaz bi tukaj samo še to dodal, kaj imamo tukaj v izjavi za javnost, ki jo bodo tudi vsi dobili zapisano. In sicer, na koncu spet podarjeno to, ker so nam na ARSO in kasneje na Ministrstvu za okolje in prostor vse skozi zagotavljali, da so v okoljevarstvenem dovoljenju za nuklearni cement vključena vsa priporočila iz BREF dokumentov, ki veljajo za najboljšo razpoložljivo tehnologijo oziroma BAT. Zahtevamo, da se MOP opredeli do navedb v tej točki in se izjasni, če so za izpuste TOC upoštevana priporočila BREF dokumenta.